Ni mi treba, da vam dam karkoli. Kaj je tvoj problem? Zakaj si takšna? To je tipična situacija s suverenim državljanom. Tako se zdi. In vem, da vam ni všeč igrati po pravih pravilih, ampak jaz si že poznam. Ne bom sprejela ničesar manj, vsi tukaj pa boste zdaj toženi zaradi svojega nezakonitega vedenja. To je neverjetno. Ne! Naučili se boste upoštevati pravila. Poslušajte, naučili se boste upoštevati pravila. Vsakega izmed vas bom tožila. Ne vozim, potujem. Vi vozite, ne bomo se šli celotne zgodbe o suverenem državljanu. Ampak želite igrati te neumne otročje igre, govoriti, da potujete in da ste državljan Bog ve česa, prav? Potrebujemo samo vašo identifikacijo. To je bistvo. Teptate vse moje ustavne pravice. Ste že kdaj slišali za suverene državljane? Po podatkih FBI-ja so to ohlapno povezana skupina ljudi, ki verjamejo, da zvezni, državni in lokalni zakoni zanje ne veljajo iz različnih zapletenih razlogov. Ko pa se soočijo s pravimi organi pregona, so njihova včasih nenavadna prepričanja postavljena na preizkušnjo. Danes bom analiziral 5 posnetkov policijskih telesnih kamer, ki se končajo s tem, da domnevni suvereni državljani pristanejo na zadnjih sedežih policijskih avtomobilov. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo v Orlandu na Floridi. Policist je ustavil Teslo, ki nima registrskih tablic. In že od začetka se zdi, da voznica Candace Conroy ni zainteresirana za sodelovanje. Zakaj na zadnji strani Tesle nimate registrske tablice? Torej, to je popolnoma nov avto, pravkar sem ga kupila. Imam rdečo. Kje je začasna tablica? Morala bi biti zadaj. Kje? Kje je tablica? Na zadnji strani tam ni ničesar. Tako da, ne vem, morda si ga izgubil med vožnjo. Imaš kakšno orožje v... To je zavarovanje. Potrebovali bomo še vaše vozniško dovoljenje. Ni mi treba ničesar dati vam. Kakšen je tvoj problem? Zakaj si takšna? Ustavila sem te samo zato, ker nimaš registrske tablice. Rekla si, da bi morala biti tam, kaj ne? In povedala sem ti, da je ni. Torej, kje je potem? Gospa, ne vem. V redu, zato te to tudi sprašujem. V redu, in da lahko nadaljujem, bom potrebovala podatke. Ker očitno ne morem dobiti ničesar iz tablice, ki je ni tam. Ona je. Ali nimaš vozniškega dovoljenja? Ali nimam vozniškega dovoljenja? Ali imaš noža? Kje je? Ni mi treba dati svojega vozniškega dovoljenja. Res, ne? Ne potrebujem. V redu. Torej ona zavrača. Da bi dala kakršnekoli informacije. Ali vam bo povedala svoje ime? Prosim, povejte mi njeno ime. Kako ti je ime? Prosila me je, da igrava tenis. Kako ti je ime? Ne sklepam pogodbe zate. Želim ti dati svoj ime. V redu. Dobro, ne sklepam pogodbe z državo, ampak izključno s tabo. Svoje ime bom dala samo za potrebe. V redu? Ta intervju. V redu, kaj? Počakaj malo. Oprosti, ponovi še enkrat. Primek. Ta pa se napiše, oprosti, ne vozim, potujem. V redu, torej mi je dala samo ime. Dala mi je samo ime. Gospa, morate biti na svojem času. Telefon in vas najdem, ker ste bili zakonito ustavljeni. Zakonito ustavljena zaradi razlogov? Nimate tablice na svojem vozilu. Prav. In rada bi naredila. Kaj? Ja, torej na tvojem vozilu ni registrske tablice. Zato. Torej, ker ste bili zakonito ustavljeni, ste bili ustavljeni iz utemeljenega razloga, ker nimate registrske tablice. Kateri prekršek je to?
Nimate, ne razumete. Nimate registrske tablice. To je registrska tablica, to ni zločin. To je kaznivo dejanje. Da, je. To ni problem. Da je. Ne moreš. Bodi resna. Kako se boš identificirala? Moraš imeti nek način za identifikacijo. V redu, kaj gledaš? Razumem. Ona govori s tabo, zato govori z njo. Če bi hotela govoriti s tabo, bi to morala narediti prej. Samo prilagodila bom svoje stvari. Pravzaprav poslušam radio. Imate osebni dokument, da vas lahko identificiramo? Je v mojem prtljažniku. Kje v kateri sobi ste? Poslušaj, ravno se selim, zato imam stvari povsod. In je. V redu. Kje je tvoj osebni dokument? Pravkar sem ti povedala, da je v mojem prtljažniku. Mislim. Kaj za vraga? Misliš v torbi? Ja, v mapi, ker sem jo pravkar izpisala iz šole, tako da imam mapo polno vseh svojih osebnih dokumentov, kartice socialnega zavarovanja, potnega lista in tako naprej. Torej je v torbi v prtljažniku. Kakšne barve je torba? Ni v korbi, je v torbici. V redu, kakšne barve je torbica? Vijoličen. Torej je v prtljažniku vijolična torbica, na kateri je tvoja osebna izkaznica. V redu. Lahko odprete prtljažnik, da dobimo vašo osebno izkaznico? Lahko odprem prtljažnik in vzamem svojo. Ne. Ne moramo vam dovoliti, da izstopite in greste do prtljažnika. No, tudi jaz vam ne dovolim, da greste noter. Torej, nam lahko poveste svoje ime? Sem že povedala, pravkar sem mi ga povedala. Ime, primek. Pravkar sem mi ga povedala. Potrebovali bomo več informacij, kot ste nam jih povedali. Okay. Prav, Candace, ne moremo se zanašati samo na Candace. Torej, ali nam dovolite, da vzamemo dokumente iz vašega prtljažnika ali pa nam informacije poveste ustno? To sta vaši edini dve možnosti v tem trenutku. Torej, je vaše ime Candace. Kakšen je vaš priimek? Pravkar sem mi ga povedala, Konrad. Samo daj ga, prav? Kakšen je vaš priimek? Živja. Conroy. Kako se napiše Conroy? Ne bom vam dala več informacij, mi treba. Prav. To bo vaša zadnja priložnost. Ne potrebujem, da si moja prijateljica. Moraš. Poskušam sodelovati s tabo. Ampak vi ste izjemno agresivni. Kar spustite okno. Ja? Želite nadaljevati? In? Kaj ne naredim? V redu. Zdaj bomo odstranili to. Kaj boste naredili? V redu. V redu. Je avto ugasnjen? Ne, oprostite, kaj nameravate storiti? Je avto ugasnjen? Kaj boste... Kaj? Odstranili vas bomo iz vozila skupaj s sopotnikom, ker ne želite sodelovati z nami in nam posredovati informacije, ki jih zahtevamo od vas. Ne strinjam se. Ne strinjam se. Ne strinjam se z vami. Oprostite, kaj počnete? Kaj počnete? Ne dotikajte se me. Ilani, prosim. Tega imamo tukaj. S tem se sploh ne strinjam. Kar pojdi ven. Ne, sej si se me dotaknil, kaj ne? Kaj za vraga je narobe z vami? Kaj pa delaš? Ne. Ne dotikaj se moje hčerke. Tvoja hči sodeluje. Ničesar mi ni bilo treba narediti. Ti ne sodeluješ. Potrebujem vaša imena na značkah, številke značk in tako naprej. Kar se naslonite na avto. Me lahko spustite. Ne, zato se naslonite na avto. Poglejte to, spustite me. Ostanite tam. Nisem storila nobenega zločina, morate me spraviti od tukaj. Hej, o tem smo že govorili. Kje je vaš nadrejeni? Gospod, ker ona kot posameznica ne sodeluje pri opravljanju svojega dela. Sodelujte z vami in vi tudi nočete sodelovati z mano. Prosim, pokličite svojega nadzornika, prosim, pokličite svojega nadrejenega. Potrebujem ga zdaj, takoj zdaj. Prosim, on kliče. Se aretirana? Rekli ste, da sem pridržana, dokler ne pridemo. Sem aretirana? Potrebujem, da mi to takoj odstranite. Počakali bomo na našo nadrejeno, kot ste zahtevali, kaj ne? Nisem zahtevala, da me izvlečete iz mojega vozila. V redu. Ker niste sodelovali z nami. To se zgodi. Zdaj bomo naredili, kar želite. Poklicali bomo našega nadrejenega. Je že na poti in z njim boste lahko govorili naprej. Če je Candace mislila, da bo imel nadrejeni drugačno mnenje o pravilih, se je žal motila. V redu. Ni nobenega zločina. Želim, da mi takoj odstranite te lisice. V redu. Ti agresivni policisti so opolili moj avto, opolili moje vozilo, brez mojega soglasja. Nezakonito so odprli moja vrata in me nasilno izvlekli iz avta. Ko ne vozim, trenutno ne opravljam nobene komercialne dejavnosti. Tu je moja hči, gre v šolo. Rekli ste, da niste vozili. Pravilno, potujem. In vem, da vam ni všeč igrati po pravih pravilih, ampak jaz jih že poznam. Ne bom sprejela ničesar manj kot to. In vsi tukaj boste toženi zaradi svojega nezakonitega vedenja.
To je neverjetno. V redu. Ne samo to, sem tudi noseča in me je dotikala na načine, ki niso sprejemljivi. V redu, naj samo ostanem tukaj. Pogovoril se bom z drugimi policisti, da vidim, kaj imate tukaj. V redu. In vse te stvari, te fanti se ves čas prepirajo. In potem je tukaj še ta suvereni državljan. Slišal sem, kako se je to dogajalo. Tak, pozadi. Govorila je o tem, da ne vozi, ampak potuje. Ni imela registrske tablice na avtu? In nima vozniškega dovoljenja, ki bi vam ga lahko pokazala. Ni nam dala. Dala nam je bombone, potem pa je ni hotela povedati primka. Kaj so bili na teh... Za način identifikacije. In potem, ko je prišel na vrsto moj priimek, je rekel, kako pa to črkujete? In potem mi ni povedala črke. Tega vam ne bom povedala. Ne bom vam povedala ničesar več. In potem je tam majhna kartica, kjer je VIN številka na njenem vozilu. To je majhna kartica, na kateri piše ne dovoljujem. Torej to prekrivajo, da ne morejo razbrati VIN številke z njega. Ja. Segla sem z roko noter in potem premaknila tisto stvar. Je to na notranji strani? Ja, je na notranji strani. Ja. Ali tudi tukaj vse blokira? Ne, tam ni prekrita s črnim. S črnim je prekrito samo to. V redu, prav. Tako da lahko dobimo številko VIN. Uspela sem dobiti številko VIN, ampak še vedno ne morem. Še vedno moram preveriti. Vse kaj pokaže, ko jo preveriš. To je številka VIN, torej se ujema z avtom, ujema se z Teslo. Ki je pa ni njena. Ampak ni. Poleg tega je sploh še nismo identificirali. Še vedno je nismo identificirali. V redu. Candice je svojo hčerko vozila v šolo, zato so morali policisti ugotoviti, kako zagotoviti, da bo varno prišla tja. Torej, imaš šolske knjige ali kaj takega, torbo ali karkoli? Ja. Da bom šel tja noter in ti to prinesel. Prav? Ne boš. Ne boš vstopila v moje vozilo. Razumem. Kaj vam daje pravico, da se dotikate moje osebne lastnine? Kdo pa sploh ste? Kje? Nisem naredila nič drugega, kot da sem se z avtom peljala v šolo. Dobesedno ste me izvlekli iz vozila ob 7 zjutraj. Vi ste pod avtom. Vi naj bi bili. Še vedno me poskušaš pripraviti, da govorim z njo o vini. Torej bomo samo odprli vrata in njena hči bo vzela stvari. Ne veš, kaj je tam noter, kaj ne? Nimam razloga verjeti, da bi mi kdo hotel škodovati ali kaj takega, ampak preprosto ne vem, kaj je tam noter. Torej, se razvij pod spanimi iz avta? Moram se prepričati, da karkoli bo dobila, ne bo nikomu škodovalo. Zato poskušam biti si smešen. Prav, lahko vzamem svoje kosilo? Res je smešno. Ne morem, lahko vzamem mamin telefon. Mamin telefon. Je v redu, če dobi tvoj telefon? Ja. Veš, kje je? Ja. Ja, v redu, pokaž ga mami. Prepričaj se, da je to tvoj telefon. Ne tistega. Kaj je to? Daj ta telefon nazaj v avto. Ne moreš ga dati svoji mami. Ga boš vzel s seboj? Ne, ona da daje meni, ti ga ne moš imeti. Rekla je, da ga bo vzela s seboj. Nazaj v avto. Zakaj ne moram imeti svojega telefona? Ker si trenutno pridržan. Človek, zaradi katerega kaznivega dejanja. Policist je to že razložil, a ne? Ne, ni nobenega kaznivega dejanja. Prav. Boš to vzel s seboj ali boš pustil v avtu? Pusti to v avtu. Pusti to vi. Torej, ker niste sodelovali in policistom niste dali potrebnih informacij, je to oblika pasivnega odpora. Je. In bili so na svojem mestu, v sobi. Zaradi tega, seveda. In tako. Zato si v lisicah, ker poskušajo to narediti. Kdo je trenutno oškodovanec? Potem, ne vem, če je sploh kaj, potem tukaj trenutno ni nobenega kaznivega dejanja. Ni nobenega kaznivega dejanja in nisem ničesar upirala. Torej ona, se prestraši, gre potrkat na vrata. Redo. Ali želite, da vaša hči mora v šolo? Torej, želite, da jo pustim, da gre v šolo? Želite, da jo pospremim v šolo? Kako želite, da jo odpeljem tja? Gospod, lahko prosim odmaknete to žensko stran od mene. Jaz se ne bom premaknila. In osredotočimo se na, ni problema, osredotočite se na svojega psa. Povejte ji, kaj želite. Ali ne odgovarja? Tako si pravkar pokazal na šolo, zato sem vaju ločila, ker poskušaš stvari urejati preko svoje hčerke, kar ti ni dovoljeno. Kako boš prišel do svoje hčerke? Kdo si Pip, moj stvarnik? Komu sploh govoriš? Zapremo vrata. Je boš peljal tja ali boš šla sama? Kaj želiš narediti? Samo pojdi naprej in jo pelji tja. Ja, pojdemo na sprehod, peljali te bomo na kampus. Ne bomo te peljali na kampus. Torej, to je registracija avtomobila. Peljali te bomo tja, torej je. Nekdo, en moški. V redu. In to je verjetno tisti moški, o katerem govori Nicole. Lahko poveš odraslemu.
Dekle, v redu, kar nameravaš narediti. Če jo želiš samo odpeljati, bomo mi odvlekli avto. Napisali ti bomo kazen. Poskrbi, da napišeš kazen za tisto, kar je prekršek. In to ni nič slabega. Ja. Torej bomo zagotovo povedali. Pišemo kazen, ona gre. In potem je to upiranje brez nasilja. In bodi jasen v svojem poročilu glede tega, kaj imaš. Ko Candace in partner, registrirani lastnik Tesle, pride na kraj dogodka, naj bi tudi on poskušal uporabiti argumente tako imenovanih suverenih državljanov, a policisti ga hitro utišajo. Sam spomni ste želim, da? Si registrirano sredstvo, ki vozi vozilo brez registrske tablice. V redu? On razume Vinija, to je razlika v filozofiji. Ne, to je razlika v tvojem razumevanju zakona in našem. Imam zakon o predalčku za rokavice, če želite, da ga vzamem. Jaz samo želim. Prepričal te, da si varen, prav? Ne, gospod. Hvala vam. Hvala. Ali gre še vedno v zapor? Že je šla, že je odšla. Obtožena je upiranja uradni osebi brez nasilja. V redu. Zato je bila aretirana, ne zaradi registrske tablice, ampak ker ni sodelovala. Vse, kar bi morala storiti, je bilo, da se identificira. Ni želela pokazati identifikacije. Komaj da je komunicirala s policisti. Morali so jo izvlečiti iz avtomobila, da bi ugotovili, kdo je in da bi zaključili postopek. Če bi se pogovarjala tako kot vi z nami in povedala svoje ime, da bi vedeli, kdo je, bi dobila samo kazen. Candace je bila obtožena upiranja uradni osebi brez uporabe nasilja. Svoj primer je pripeljala vse do sojenja, kjer se je zastopala sama. Porota jo je spoznala za krivo in bila je obsojena na 5 dni zapora, kjer so ji naredili novo fotografijo za policijsko evidenco. Po prestani zaporni kazni je bila 6 mesecev pod probacijskim nadzorom in morala je opraviti tečaj za obvladovanje jeze. Ostajamo na Floridi, vendar se odpravljamo proti območju Tallahassija. Tam je floridska avtocestna patrulja ustavila Angela Lloyda, ko se je vozil po avtocesti I-10. Njegov tovornjak je imel registrsko tablico, ki je značilen znak suverenih državljanov. Imela je številko, poleg tega pa je pisalo: izvzeta zasebna lastnina, ni za komercialno uporabo in zasebna pravica do potovanja. Policisti ga obkrožijo in ga prisilijo, da se ustavi. Zaradi hrupa prometa je težko ne le nam slišati, kaj Angelo govori, ampak tudi policist ga težko sliši. Sedite, imate vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje ter zavarovanje. Priložnost. Kaj je to? Ne slišim te. Okay. Stopi ven, to mi res, to mi. Prosim te, da stopiš ven, pokazujem ti, da zdaj stopiš ven. Stopi ven, zadnja vaja, zadnja. Da, gospod. Stopi naprej. Kaj? Govoriš. Rekel sem ti, naj nehaš s tem. Počakaj. Nehaj se boriti z mano. Kaj delaš? Zakaj se poskušaš boriti z mano, ne? Počakaj. Zakaj se poskušaš boriti z mano, draga? Zakaj me držiš? Sam poskušam mediti tukaj. Sam poskušam mediti. Ne veš, kaj delaš. In ne možeš me spraviti njega. Je tako. Kaj je to? In tudi nekaj vandalizma bom dobil. Gospod? Lahko bi prišlo tudi do vandalizma. Imate vozniško dovoljenje? Tudi tega lahko dam še nekaj. Recite, da bi se to lahko naredilo tudi malo. Ne vem, če imate vozniško dovoljenje. Nimam. Verjemite mi. Ne jaz. Nimam avta, verjemite mi. Poleg domnevno ponarejene in spremenjene tablice, Angelo uporablja vse mogoče fraze, ki jih običajno uporabljajo suvereni državljani. Hej! No, že dolgo nisem bil v enem od teh. Ni narobe, verjetno se zatika. Ja, ker ste poskušali ukrasti številko mojega vozila, ampak ja, nisem storil kaznivega dejanja. Torej, vse je v redu. Ja, točno to pravim. Ker ste poskušali uničiti mojo zasebno lastnino. Vi vsi poskušate uničiti mojo zasebno lastnino. Poglejte.
bom te prebal na glavo. Ja, ker ste poskušali uničiti mojo lastnino. To je vandalizem, prijatelj. In kakšna so vaša imena in številke? Imena in številke? Niste mi niti dali informacij. Imena in številke značk. Vrnil se bomo. Imena in številke značk, brat. Imena in številke značk. In povedal vam bom, da vam bom priložnost, da se malo odkupite. Ampak veste, moja intelektualna lastnina je avtorsko zaščitena. Tako da, ko enkrat daste moje ime na stvari, je to to. No, ona bo to ukradla, to je jasno. Imam UCR preko DOT, to je moja zasebna lastnina. Kraja zasebne lastnine je zvezno kaznivo dejanje. Vem, da vam ni mar, ampak ti boš nastradal, brat. Ne pride po tebe. No, vi se temu smejite, kaj ne? To je super. To je super. Ko bojo tožbe prišle, se bo šele začel, brat. In moj UCR je tudi v tisti torbi zadaj. Preko DOT. Če misliš, da si nad DOT, uživaj v tem, brat. Sam na zadnjem sedežu policijskega avtomobila Angelo veselo razpravlja o tem, kako je njegovo ime intelektualna lastnina, za katero ni dal dovoljenja policistom, da jo uporabljajo. Da je vleka njegovega tovornjaka rob in vsem najljubše. Potoval je, ni vozil. Obljublja, da bo od policistov iztožil vse, kar se da. Angelo mu uspe tudi dovolj zviti telo, da si premakne lisice izza hrbta predse. Poglej, hej, preveri številko. Ja. Kva me gledaš? Daj no, peno v zapor. Hočem v zapor, brat. Hočem v zapor, da vas lahko tožim. Da dam lisice spredaj, ker je neudobno. Je neudobno. Ej, vi me že poskušate ugrabiti, bratje. Vi me že poskušate ugrabiti. Si gibčen, kaj za vraga? Ej, kva je? Ste pripravljeni, da me poskusite ugrabiti, bratje? Dal jih je spredaj. Ej, ti boš ukradil zasebno lastnino. Ti boš ukradil zasebno lastnino. Kar ukradijo? Poskušal si jo zlomiti. Bil si tukaj. Vi poskušate to zlom, to je zasebna lastnina. O moj bog, komaj čakam. Ne, to je država Florida. Ne, nima. Prav ne, ukradil si mojo zasebno lastnino. Država Florida. Ne, imaš. $4 milijona. Hej, šef, komaj čakam, da te vidim. Hej, ne, potrebujem tudi tvojo številko značke. Vem, da mi je nočeš dati, ker nisi vajen, da te tožijo. Ampak vem, da nočeš gledati. Kje jih želiš? Na sprednji strani, a na zadnji? Ja. Človek. Kakšen $1 milijon, moj brat. Pridi sam, mulc. Kaj? Ustavi igro. Kaj misliš? Dolarjev? Dal jih je spredaj. Torej jih dajemo nazaj zadaj. Kaj misliš, da ne? Zakaj vi vsi? Morate biti taki. Ej, daj no, pojdimo. Tako je. Pojdi iz avta. Poskušal sem izstopiti iz avta, pa si naredil tole. Kjer želiš, da jih prilagodijo, prav? Kitajska ne. Pravkar sem to sam rekel. Ne daj tega spredaj, grejo zadaj. Ne, oni so meni dolžni. Že so prišli dol in so videli vse. Spredi, ja. Pravi, da ti izvedeš napad. Tega ne počni več. Ne naredi tega spet. Lahko dobiš, ampak že poskušaš narediti karkoli. Kar nadaljuj. Odsoten, v redu. To je to, moral bi iti ven. Kaj za vraga, to nima nobenega smisla. Ne, ampak to nima nobenega smisla. Ne. Jaz bi te rešil, ne želim ti škodovati. Poskušal si končati, ker si mi na začetku zvil roko. Povej mi, da mi ne želiš škodovati. Poskušam to narediti, nekaj moram prilagoditi, da jih dam spredaj. Ja, razumem. Preprosto, stari. To je preprosto. Ne, to ni res. Ne. Pejdi in se nauči naslednjih pravil. Poslušaj, pejdi in se nauči naslednjih pravil. Tožiti bom vsakega izmed vas. Ha! In ne kradite še drugih mojih stvari. Potrebujem svoj telefon. Ne vzemite mi vsega. Ja, no to verjetno ne bo prenehal, ampak registracija je že nekaj časa potekla. Ne, vrnil sem ga. Ni potekla. Priklical sem svojo registracijo. Priklical sem registracijo in vozniško dovoljenje, če ne slišiš. Priklical sem registracijo in vozniško dovoljenje. Preklical sem to pri Hej in vzel svoj UCR iz zadnji. Ne skrbi, ko pridem na sodišče in prisežem, da ste vsi doma, ena noč, 90 dni, bo stala $250 milijona. In če moje ime napišete na kakršenkoli pravni dokument brez mojega soglasja, ki ga nimate, je moje ime avtorsko zaščiteno ter zaščiteno kot blagovna in storitvena znamka. Vsa moja intelektualna lastnina je. Šli boste pravočasno. Torej, boste pravočasni. Boste. Ne obstaja nekaj takega kot suveren državljan. Kaj je suveren državljan? Nehaj lagati. Zdaj lažeš. Kaj je to? Nič takega ne obstaja. To nima smisla. Ne moreš biti suveren in državljan hkrati. To je neumno.
To je napačen izraz, zdaj lažeš. Ne moreš biti suveren in državljan hkrati. To je neumno. Hej, želiš kaj vzeti s seboj v zapor? Moj telefon, moja uci, vse, itak gremo v zapor. Vzem denarnico, telefon, kaj še? Torb ne bom jemal, ne bodo jih vzeli v zapor. Sej, tako ali tako poskušaš vse ukrasti iz mojega avta, tako da če mi bo kaj manjkalo, bom pač vzel nazaj. Ko se spravim še na tvojo hišo in vse ostalo, me ne skrbi. Ko te bom tožil in se spravil nate, me ne skrbi. Upletena so tudi vsa imena. Ja, to lahko dobiš. Ne, nisi mi tega dal takoj, tako da si že storil kaznivo dejanje. Tvoja pogojna imuniteta je izginila, tako da, ja, tvoja pogojna imuniteta je izginila. Torej, si v redu. Kaž? Ja, mislim, da mogoče ne veš, ampak pridem po tvoja jajca. Pridem po tvoja vezna jajca, prijatelj. Tako je, v redu boš. Ne, če si samo zakuril gume in odivjal. To je nevarna vožnja, prijatelj. Pravkar si priznal, da kršiš zakone. No, krši svoje lastne kodekse. Vi ste samo izvajalci kodeksov, ne pa izvajalci zakonov. Ampak v redu, pridem po vas. In komaj čakam. To se snema, kaj ne? V redu, super. Zato bom kar naprej govoril, da bom prepričan, da bo celoten posnetek tukaj. Celoten posnetek, da ga dobim, vidiš? No, spet nevarna vožnja. Vrtenje na cesti. Vi samo kršite lastne kodekse, potem pa poskušate reči, da ste organi pregona, ampak niste organi pregona, ste izvajalci kodeksov. In ti kodeksi niso zakon. In prisilil vas bom, da požrete vsak kodeks, ki obstaja. In pravkar ste izpolnili pravni dokument in nanj zapisali moje podatke. Izpolnite pravni dokument in nanj napišite moje podatke. Torej vas bom tožil tudi za krajo identitete. Ker veste, da je to moja intelektualna lastnina. Nikoli vam nisem dal dovoljenja ali soglasja, da uporabite moje podatke na čemerkoli. Tako da, komaj čakam, vem, da je bil drugi Rivera. Ampak to je v redu. Danes se boste nekaj naučili. Tukaj, poskrbi, da zabeležim vse kršitve. Poglejmo, nikoli ti nisem dal soglasja. No, nekako si me prisilil. Vse je bilo storjeno pod grožnjo in neposredno prisilo, kar je zdaj jasno. V redu, to bi bila tožba. Ujel sem te in poskušal si mi zlomiti roko. Zvijal si mi roko. Torej, te imam na... On je res zvil roko in ne pritisnil v avto. S tem sem v redu. Ni bilo zelo močno, ampak dovolj močno. Še vedno je bilo nasilno. To je bila še vedno ropa. Iskreno povedano, to je bila pravi rop pri belem dnevu. Poglejmo. Imamo cestno ropanje, vandalizem, poskus vandalizma, rop, oborožen rop, hud napad. Poglejmo. To je hud napad. Niste imeli mojega dovoljenja za vstop v moje vozilo. Potem v bistvu mislite, da ste nad zvezdnim zakonom. Tako da bo to še en zvezdni prekršek, ker ste ukradli mojo zasebno tablico, ki vam je povedala, kaj je. Ni komercialna. Torej, jaz sem upravljal, ker boste morali dokazati, da sem deloval komercialne namene. Kar pa nisem. Ker torej nisem deloval komercialne namene, ste popolnoma storili kaznivo dejanje. Poglejmo. Vse, kar je naredil, je bilo kaznivo, ampak kakorkoli. Naj pogledam. Upravljal komercialne namene. Nisem upravljal komercialne namene. In tako ste to spremenili v komercialno zadevo. Spremenili ste to v nezakonito in protipravno pridržanje. Ker ko ste me ustavili, je bilo to pridržanje pravzaprav aretacija. Samodejna aretacija. Tako da to lahko dodamo. Samo učim vas nekaj lekcij, medtem ko vi že veste, kaj delate narobe. Torej, to vam priznam. Ampak poglejmo, to je bilo veliko aretacij. Samo povem vam, da vas bo vse doletelo. Zato se pripravite na to. Ker veste, katere zakone ste prekršili. Zvezdni zakon pravi, da mi ni treba imeti vozniškega dovoljenja za potovanje po avtocestah in cestah. Neovirano, brez nadlegovanja, nepoškodovan. Torej ne potrebujem dovoljenja. Ne potrebujem obveznega zavarovanja. Čeprav imam zavarovanje, vendar ne potrebujem obveznega zavarovanja. To je zvezdni zakon. Vrhovno sodišče je o tem že odločilo. In ko bom omenil vse te primere, boš videl. Spravil se bom nate, prijatelj. Zato raje uživaj v svoji hiši, svoji službi in vsem tem, dokler še lahko. Ukradel si to napačni osebi.
Angelo se je še vedno smejal, ko so mu naredili fotografijo za policijsko evidenco. Zapisi kažejo, da je bil obtožen posedovanja ponarejene registrske tablice, neupoštevanja javnih prometnih predpisov in prometnega prekrška. Vendar nismo uspeli najti nobenih dodatnih informacij o njegovem primeru. Včasih se lahko prometne ustavitve suverenih državljanov zelo hitro zaostrijo. In to je primer v našem naslednjem posnetku telesne kamere iz Parma Heightsa v Ohaju. Policisti ustavijo Nio Micklin zaradi močne zatemnitve stekel na njenem avtomobilu. A skoraj takoj ugotovijo, da to ne bo preprosta ustavitev. Vi vozite. Ne bomo se šli celotne zgodbe o suverenem državljanu. To mi razlagate. Pravite, da imate samo neko prilogo. Prav. Vozite. Če ste na cesti, vozite. No, vozite brez tablic in nimate registracije. Ni niti ene tablice. Ene spredaj, ene zadaj. Je to vaš osebni dokument? To je moja kartica državljanstva. Jo lahko vidim, prosim? Gledate jo, ne morem vam je dati. Moj svetovalec je rekel, da vam ne smem dati svoje osebne izkaznice. V redu, torej. Potrebujete. Čakajte, kje je vaš nadrejeni? Da lahko govorim s vašim nadrejenim. Z našim nadrejenim lahko govorite, ko boste končali na postaji. V redu, ne grem na postajo. Ne morete, mi? Moramo. Potrebujemo vaše vozniško dovoljenje. Prosim, kakšen je bil razlog, da ste me ustavili? Že sem vam dal 2 razloga. Poglejte me. Vi ste nadomestna možnost. Ne. To je nezakonito. In ti tega nimaš. Da, zatemnitev okna je nezakonita. Vi sem iz Ohaja. No, tega ne vemo, ker nam niste dali osebne izkaznice. Pravkar sem vam pokazal svojo osebno izkaznico. Tukaj. To vam kažem. Morate se identificirati. V redu. Samo moram govoriti s vašim nadrejenim. Lahko govorite z njim, ko tukaj končamo. V redu, wow. Ampak moramo dokončati, kar počnemo. V redu, no, jaz moram priti tja, kamor moram. Torej, če želiš narediti, kar moraš narediti, moram govoriti z vašim nadrejenim. V redu, lahko se pogovori z njim na postaji, ko bomo končali. To sploh ni lahko. V redu, potrebujem vozniško dovoljenje in zavarovalno kartico za vozilo. Jaz ne vozim, ti voziš. Jaz ne vozim. Ja, ti voziš, ti si zavolan. V redu, torej prevažam blago in ljudi? Ni pomembno. Voziš motorno vozilo po cesti v Združenih državah Amerike. Voziš avto. To je motor z notranjim zgorevanjem. V njem ni elektromotorja. Ima motor z notranjim zgorevanjem. Ne bomo se šli teh igrc. Tega nobenih. Identificirati se morate. Nia McLean L. Nia McLean L. Fuj. Poskrbi, da dodaš E. Zakaj je številka VIN prelepljena na vetrobranskem steklu? Ker avto ni pod jurisdikcijo Združenih držav, zato vam številke VIN ni treba pokazati. Dejte na vaše vozniško dovoljenje. Imate osebno izkaznico iz Ohaja? Nisem iz tega območja. Odkot ste? Sem iz korporativne države Illinois. V redu, imate osebno izkaznico iz Illinoisa. Imam državljansko izkaznico. Zahtevali ste osebni dokument. Državljanska izkaznica nadomešča vozniško dovoljenje. Državljanska izkaznica ne nadomešča vozniškega dovoljenja. Za vožnjo po cestah potrebujete vozniško dovoljenje. To velja, če prevažam blago, storitve in ljudi. Jaz pa potujem sama. Ni pomembno, ali ste sami ali 17 drugimi ljudmi na avtobusu. Potrebujete vozniško dovoljenje. Potrebujete vozniško dovoljenje. Predložiti morate osebni dokument. Lahko sem vam dala intervju. Če ne izkažete identiteto, boste odpeljani v zapor. Želite, da govorim z nadrejenim, ker mu lahko razložim zadevo? Morate izkazati identiteto, sicer boste šli v zapor. Ali to razumete? Moram se vrniti v Illinois. In tudi mi se moramo vrniti k svojemu delu. Razumem. Lahko se vrnete v Illinois. Vse, kar morate storiti, je, da se identificirate. To je pač konec. In potem bomo tukaj končali v 5 minutah. To je pač konec. Ampak ti hočeš igrati te neumne otročje igre. Praviš, da potuješ in da si državljan Bog ve kje, prav? Potrebujemo samo, da poveš, kdo si. To je bistvo. Kdaj si rojen? Ali imaš v vozilu kakšno orožje? Ne.
Odkot danes prihajaš? Rekel si, da si iz Illinoisa. Ja. Sem iz Indije. Kaj pa počneš v Ohaju? Stavila sem se, da si nekaj prigriznem, ker sem lačna. Je to nezakonito? Ne, v redu. Nikoli nisem rekel, da je. Vsi ste me ustavili. Rekla sem, da se ustavim in si vzamem nekaj za jesti, brez da bi me ustavili. Ker jaz Vas je ustavil, ker na avtu ni registrskih tablic. ne potrebujem vozniškega dovoljenja. Potrebujete registrske tablice, da lahko vozite po cestah v Združenih državah Amerike. No, nisem državljanka Združenih držav, zato ne potrebujem vozniškega dovoljenja. Niste državljan Združenih držav? Katere države pa imate državljanstvo? Vse sem vam povedala. Maroko, tu je ime te države. Česa? Rekla sem. Katera država? Si iz Maroka? Imate vozniško dovoljenje v Maroku? Je vozilo prišlo iz Maroka? Ja, seveda je. Vidiš, da pa napredujeva, vidiš, imamo odrasel pogovor, kot odrasli, ne? Verjetno. Iz Maroka. Imaš osebni dokument iz Maroka? Imam izkaznico o državljanstvu. Izkaznica o državljanstvu. Ja, To je spot. lahko vidim. Evo, kaj sem pokazala, lahko vam kažem. Mi lahko podaš, da ga preberem? Kot kako vidite tukaj. V redu, se greš te igrice. Ker se zdi, da pogovor ne vodi nikamor, policist postavi bodičaste trakove pod njin pnevmatiko, da se prepriča, da ne more nikamor. A manj kot minuto kasneje se zgodi to. Stopite iz avta, Boste aretirani. Ne bom vam še naprej razlagal iste stvari. Kaj? Ne poskušam vas zaspraševati. Poskušal sem, ja, dobil sem ga na drugi strani. Ona gre domov, ona vozi domov. V redu. Video bom ga izklopil. Odšel je. Odločil se je za zadnje parkirišče pri Best Summeru. Sredi do back, hvala do Best Summeru. Dobro se je prijelo s Terminatorjem. trak z bodicami ji je predrl pnevmatiko. Policijska kamera prikazuje Nio, kako se oddaljuje z veliko hitrostjo, vendar očitno ne namerava kršiti nobenih prometnih predpisov med domnevnim begom pred policijo. Ustavi se in počaka na rdeči luči, preden ponovno spelje. Takrat policisti uporabijo novo orodje v svojem arzenalu, sistem Grappler. Ta posnetek iz druge policijske postaje v Ohaju, Garfield Heights, prikazuje dober stranski pogled na delovanje sistema Grappler. Patruljni avto ima na sprednjem delu mehanizem, ki se zloži navzdol in odpre mrežo. Nato se policist z avtom zelo približa odbijaču osumljenca in bum! Mreža zablokira pnevmatiko in jo s pomočjo dolgega traku poveže s policijskim avtom. Tako ko policisti iz Parma Heightsa zasledujejo Nio, se SOV z nameščenim sistemom Grappler približa tik za njo in uspešno sproži mrežo. Naja, izstopi iz avta. Odpira vrata. Zdaj odpri vrata in izstopi. Hej, če bomo pripeljali njen avto, potrebujem pomoči, nekoga z manj smrtonosnim sredstvom. Ja, to je to. Naja, hodi nazaj proti zvoku mojega glasu. Hodi nazaj. Kaj hodi nazaj? Nadaljuj, imam navodila. Stopi desno, stopi čez to. Hej, ali vemo, če je kdo doma? To je to, ona je edina, ona je edina. Ja, pejt nazaj sem. Dobrodošli nazaj v oddaji. Ter hodi nazaj, v redu, drži še eno roko. Jaz držim eno, pejt na pločnik. Dobro. Imaš še kaj drugega, kar me bo zbodlo? Te sprašujem. Ne odpiraj svojega modrčka ali hlač. Znaš, kaj je tam noter? Ne, nišče mi ni všeč. V redu, greš, aretiramo te.
tukaj telefon, še kaj drugega? Odgovori na vprašanja. Imaš še kaj pri sebi? To je za mojo kožo. Daj mi zajtrk v žep. Bil sem za njo, nisem mogel razbrati tiste registrske tablice. Potem sem ugotovil, da piše Moorish Nation. Torej, veš, vprašal sem jo, imaš pravo tablico, imaš osebno izkaznico, noče se identificirati. Avto je bil ves zatemnjen. To mi je dala. Odkot je to sploh? Storitev. Islam, Allah, Rok in imperij. to je govorila. Nekaj o maroški nečem. Rekla je, da je iz Illinoisa, ampak ja, ključ imam tukaj. Ne, to prvi, ki je uspel. Tistega, ki sem ga imel prej, sem končno dobil zate. Cenim to. Ja, stari, bilo je popolno. Kakorkoli ni se ustavila. To je popolno. Hitrost, ja. Ustavi se v prometu, počaka na zeleno in potem spet gre. Kot da bomo počili, kot da bomo razbili okno. Zatemnitvena folija bo vse skupaj držala skupaj. Zatemnitev, je ne spravim ven? Torej, to je bilo popolno. Hvala, prijatelj. Veno tu? Ne. Ne vem, morda bomo samo prerezali mrežo in jo pustili tam. Ampak vlečno podjetje mora odstraniti to kolo, ga odnesti ven in na to kolo spet namestiti. Na zadnjem sedežu patruljnega avtomobila je Nia tiha, a se odpre, ko se približajo postaji. Mi. Zakaj praviš, da ti ni dobro? Si poškodovana? Kaj se dogaja? Veliko stvari, lisice, veliko se dogaja. Samo poskušam priti domov. Zakaj? Ne vem. Zakaj si pobegnil? Ker ste me vsi nameravali napasti. Nihče te ni nameraval napasti. Bili ste 3 proti 1, jaz sama. Ja, ste me nameravali napasti. Nihče te ne bo napadel. V redu? Pogovarjal sem se s tabo čisto mirno. Živjo, ni zakaj. Pogovarjala sem se s tabo. Tudi mirno. Pogovarjala sem se s tabo mirno. Nisem bila nesramna. Povedala sem ti, kar si vprašal. Dala sem ti vse, kar si zahteval. Samo svojega dokazila o državljanstvu ti nisem dala, ker moj konzulat pravi, da tega ne smemo storiti. Upoštevam navodila konzulata. Nia se pogovori z detektivom, da razjasni, kako se je nekaj, kar bi morala biti rutinska prometna ustavitev, spremenilo v pravo policijsko zasledovanje. Torej, očitno si tukaj, si v pridržanju. Ne moreš kar ostati in oditi. Zato ti bom to hitro prebral. Imaš pravico molčati, vse, kar poveš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico zahtevati pogovor z odvetnikom za nasvet, preden ti postavimo kakršnakoli vprašanja in da je odvetnik prisoten med zaslišanjem. Če si odvetnika ne moreš prvoščati, ti bo eden dodeljen pred zaslišanjem, če to želiš. Kadarkoli se lahko odločiš uveljaviti te pravice in ne odgovarjati na vprašanja ali dajati izjav, ali vse to razumeš. Da, v redu. V redu. Na kateri telefonski številki ste vse krivi? Torej, ste nocoj srečali naše patruljiste. Sem narednik na kriminalističnem oddelku, to je moj partner, detektiv Frsley. Samo poskušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo. Policajci so nas, ker je prišlo do policijskega zasledovanja, ve, kaj policijo pa je v ohaju hudo kaznivo dejanje. Zato smo tukaj. V redu. Zakaj smo potem bežali? Bili smo na prometni kontroli. Ustorjeni smo bili na parkirišču. Potem smo dali avto v prestavo in se odpeljali. Mi lahko poveš, zakaj smo to naredili? Ker sem imela občutek, da je moja varnost ogrožena. V redu. Kaj je povzročilo, da si imel občutek, da je tvoja varnost ogrožena? Ker so si nadeli rokavice, kot da bodo razbili moje okno. V redu. Nisem bil na tisti prometni ustavitvi. Vem, da sem jih kontaktirala in prosila za šerifa. Rekli so, da ga ne bodo poslali.
Ni bilo nikogar v bližini. Torej, na tej točki s kom naj potem govorijo? Če pa niti jaz ne morem govoriti z nadrejenimi v šerifovem uradu. Torej? Bili so pri vašem avtu, so vas prosili, da izstopite ali kaj podobnega, da... V redu, ste rekli, da ne boste izstopili, poglejte, mene tam ni bilo, nisem si ogledal posnetka s telesne kamere, bil sem doma na večerji, zdaj sem tukaj. Zato prepuščam vam, da mi nekako dopolnite manjkajoče podrobnosti. Še nisem šel nazaj in se pogovoril z njimi. Rad vam dam priložnost, da mi poveste svojo plat zgodbe, ker lahko hitro pridem sem in se pogovorim z vami. In potem grem govoriti z njimi, kot da so plačani za to, da čakajo, da se pogovorijo z mano. Vi sedite tukaj, ni pošteno, lahko najprej govorim z vami. Prav, prav. Torej so vas prosili, da izstopite iz avta, rekli ste, da nočete. Rekla sem, kakšen je bil razlog, da moram izstopiti iz avta. V redu. In potem si rekel, da si se počutil ogroženega, ker so si nadeli rokavice. Ko si se oddaljeval od njih med tistim zasledovanjem, smo ustavljali pri rdečih lučeh. Da. Smo prezgajali smernik. Jaz sem. Okropila sem smernik. Medtem, ko sem poskušala... V redu, smo vozili hitreje od omejitve hitrosti, ki je bila označena. Ne, kolikor vem. V redu. Sva kdaj vozila levo od sredine ceste? Jaz ne vozim, jaz potujem. V redu, ali smo zapeljali levo od sredine ceste? Ne, da bi vedela. Ne poskušam biti nesramen, samo postavljam vprašanje, prav? Odgovarjam. Del. Odgovarjala sem na njihova vprašanja in jim odgovori niso bili všeč. Nisem mislil, da si bil nesramen, tega nisem rekel, zato. Rekel si, da ne voziš, ampak potuješ. Zato sem uporabil izraz potuješ, prav? Nisem hotel biti nesramen. Poskušam spoštovati tvoje prepričanja. Predem. Vem, da je nekdo enkrat rekel, da so dvomili o tvoji identiteti, ker nisi mogel predložiti vozniškega dovoljenja. Ampak razumem, da praviš, da verjameš v pogovor s šerifom ali nadrejenim in da potuješ, kaj ne? Nimaš nobene državne identifikacije. V redu. Ali si daj imel kakršenkoli državni osebni dokument? Ko sem bila v črni plaščenja. V redu. In s katero zvezno državo bi to bilo povezano? To bi bilo kot državljanka Združenih držav Amerike v tistem trenutku v Illinoisu. V redu. V območju Chicaga. V redu. Ampak potem so bili še naprej agresivni. Zahtevali so identifikacijo. Rekla sem jim, da imam izkaznico državljanstva in da je po zakonodaji Ministrstva za pravosodje Združenih držav Amerike tu dovolj v odsotnosti vozniškega dovoljenja. Izkaznica državljanstva je dovolj. V redu. Torej, izkaznica v državljanstvu prevlada nad vozniškim dovoljenjem. V redu. In to je pod opombo 1508. Nija je bila obtožena 2 točk nesodelovanja s policijo, 1 točke oviranja uradnega postopka in 1 točke goljufivih dejanj v zvezi s številko identifikacije vozila. Plačala je del $10,000 varščine, da je zagotovila svojo izpustitev. Šla je na sodišče, kjer je zahtevala, da se zastopa sama. Po sodnih zapisih iz Ohaja je morala Nija opraviti psihiatrično oceno, preden bi lahko nadaljevala s tem, da se zastopa sama, vendar je sodelovanje zavrnila. Zato ji je sodišče dodelilo odvetnika po uradni dolžnosti. Nato je popolnoma prenehala prihajati na sodišče in zanjo je bila izdan nalog za prijetje. Več mesecev po zasledovanju, ko se Nija še vedno ni pojavila na sodišču, je sodišče odločilo, da mora plačati preostanek svoje $10,000 varščine. Sodni zapisi kažejo, da je primer še vedno odprt in da je Nija še vedno iskana v Ohaju. Zdaj gremo v Myrtle Creek v Oregonu. Policist je opazil težave z registrsko tablico terenskega vozila. Ginija Green Carnis je bila na voznikovem sedežu in bila je razočarana že od prvega trenutka. Živa, pozdravljeni. Ja, hej, jaz sem policist Kennedy, tukaj sem s policijo. Tukaj smo, da se pogovorimo z vami. Imamo snemalnik. Da je! Razlog za današnjo ustavitev je, da je registracija potekla. Imate trenutno vozniško dovoljenje pri sebi? Je to strelno orožje pod vašo jakno? Ne segajte po njem, samo odgovorite. Ne vem, sprašujem, ali je to orožje? Če boste segli po njem... Imamo težave, da, je, v redu. Nikoli ne segajte po njem. V redu? Mi boš naredil uslugo. Rad bi ti to snel. Raže bi to odstranil sam. V redu, tega ne boš naredil. Ne boš zakuril ognja tam noter. V redu, samo poslušaj me. Mihaj, ne, samo pusti, da razložim, prav? Gre za mojo varnost. Ne mislim nič slabega. Tebi. Oprosti, ampak gre za mojo varnost, prav? Ne bom ti nič naredil, niti te ne želim zastraševati. Ne bom ti nič naredil.
To je tisto, kar bi rad naredil, prav? Vse, kar bi rad, je, da prepletaš prste takole. Položi roko na glavo in rad bi samo prijel in to vzel ven. Tega ne bom rekel. Ne želim, da je moje orožje zunaj mojega vozila. Kje imate osebni dokument? Nočem, da je moje orožje zunaj vozila. Kje je vaš osebni dokument? Pripravljen sem dati svoje orožje na armaturno ploščo, da ga boste jasno videli. Dotakni se tistega tipa. V redu, potem bo ostalo tam, kjer je. Daj papirje na armaturno ploščo. Daj papirje na armaturno ploščo. Zakaj? Ker ti tako pravim in je to zakonit ukaz. Daj papirje na armaturno ploščo zdaj in položi roke na volan ter jih ne premikaj. Prav? Si konflikten, imaš strelno orožje. Ne bomo se šli te igre. Dobiti bom moral tvoje ime, datum rojstva in nadaljeval bom s prometno kontrolo. Razumeš? Mislim, da moramo ohranjati mir. V redu je, to priporočam. Če se ne boš skliceval na 5. amandma, mi boš moral pokazati osebni dokument. Lahko pokažeš, kje imaš osebni dokument. Ne, gospod, rekli ste mi, naj dam roke na volan. Ampak rekli ste mi. Da se boš skliceval na 5. amandma, kar pomeni, da ne boš več govoril. Če ne boš govoril, mi ne moreš povedati svojega imena in datuma rojstva. Ali to razumeš? Mi boš torej povedal svoje ime in datum rojstva. Ne, dokler ne predložim teh dokumentov. 30, 2 in 6. Lahko dobim še ena enota? Poklical bom svojega načelnika sem. Roke imejte tam, kjer so. Tam jih bom držal, dokler bom lahko. Odlično. Roke morajo ostati tam, tvoja roka pa mora ostati stran od tega. In že sem ti povedal, da jih bom tam držal, kolikor dolgo bom lahko. To ni ravno udoben položaj. Še ne, ženska besedno ne sodeluje. Nisem sodelujoča, preprosto ti odgovarjam po resnici. Trenutno ne. Vidite, vi vedno to naredite. Vi si vedno nekaj izmislite, česar sploh ni. Kaj sem si danes izmislil, človek? Praviš, da sem konflikten. Nisem konflikten. Mogoče... Naj uporabim drugo besedo. Prepiran. No, mogoče sem res prepiran, ampak rekel bi, da si tudi ti, ker ne dobiš vsega, kar hočeš, točno takrat, ko hočeš. Ja, ker moram preživeti vsak stik. In dobil bom, kar hočem, kadar je opleteno strelno orožje. Veš kaj, to se bo zgodilo. Oprosti, ampak policija je tista, ki se je izkazala za nezanesljivo. Ja, si mi že kdaj srečal? Da, sem. Srečal si me. Kje si me srečal? Pravzaprav sploh ni pomembno. V redu, torej me nisi srečal, zato nimaš pojma, ali sem zanesljiv ali ne. Vse, kar vem, je, da nosiš opičjo obleko. Opičja obleka? Mislim, da je to policijska uniforma. In značka. Ampak v redu je, razumem, kaj poskušaš narediti. Jezen si na značko, ne name. Jaz samo poskušam vsak dan priti domov. Jaz zaupam znački. V redu, ni ti treba zaupati meni, ampak tudi jaz, ni da ti ne zaupam, ne moram ti zaupati, ker te ne poznam. V redu, ustavim stotine, morda tisoče ljudi vsako leto in vseh teh 25 let moram preživeti vsak tak stik. Razumem to. Vem, kako to narediti in vem, kako želim, da ljudje reagirajo, če imajo strelno orožje. In to je tisto, po čemer se ravnam, prav? Bil sem pripravljen na kompromis s tabo, ampak ti nisi pripravljen na kompromis. Ti hočeš to. Kaj je kompromis? Pripravljen sem ga dati na armaturno ploščo ali celo dovoliti, da ga ti daš na armaturno ploščo. Rad bi to naredil. Pripravljen sem ti dovoliti, da ga odstraniš iz mojega vozila. Redo. Lahko ti pri tem malo pomagam. Če ga bom dal na tvojo armaturno ploščo, ga bom najprej izpraznil. To je v redu. V redu. Boš dal roke na glavo in prekrižal prste, da ti ga lahko odstranim. Hvala. Se nam tu. Imaš pri sebi še kakšno drugo strelno orožje? Ne! Ne moram dati rok tja dol. Da, gospa. Če bi jih lahko vsaj držali na vidnem mestu, bi bilo čudovito. Zdaj, ali lahko s tabo mirno pregledam to dokumentacijo, glede katere se z mano tako ali tako sploh ne boš strinjal? Ne pravim, da se bom ne strinjal s tabo. Morda je veljavno. V redu? Je veljavno? V redu. No, to je v redu. Ko bom to opravil, bomo nadaljevali z ostalimi stvarmi. Zdi se, da je lažje pritisniti sprostitev. Veliko lažje je zamenjati dogovor. Ne, ti ne odločaš, kako bodo stvari potekale, prav? Gre mi za spoštovanje. Gre mi za to, da te spoštujem
in da poskušam sodelovati s tabo. Poskušal sem biti v pomoč. Nisi bil. Prosil sem te, da nekaj narediš. In ti si to odklanjal. Govoril sem o tem, da vzameš naboje iz pištole. Samo. Upal sem. Bilo bi lažje in hitreje odstraniti naboje, če bi pritisnil gumb za sprostitev. To je vse, kar sem poskušal povedati. Predtem. Dal sem ti zakonit ukaz. Ti pa si ga zavračal ubogati. Kar se tiče osebnih občutkov, to razumem. Tebi to ni bilo po volji. Ampak včasih moraš med prometno kontrolo ali pri interakciji s policijo svoje osebno mnenje ali občutke postaviti na stran in ubogati zakonit ukaz. Moja pištola ni na mojem hrbtu. Strinjal si se, da daš moje orožje na armaturno ploščo kasneje. Ne. Potem, ko sem ti rekel, da daš moje orožje na armaturno ploščo, v redu, to bomo ustavili. Počakal bom načelnika in potem bomo nadaljevali. Zdaj ga bom dal na armaturno ploščo. Ne smeš segati po njem, jaz ga bom dal na tisto stran. Boš spustil tisto okno dol. Ja, samo obrni ga. Obrni ga na... Ja, dej na kontakt. Tako je, v redu. Oprosti. Pravzaprav bom kar tukaj držal, dokler ne pride načelnik. V redu, kje imate osebni dokument? Moram samo počakati, na? Zame je v redu. Sam načelnik policije je prišel pomagati policistu. Zdaj imam strelno orožje. Predtem v bistvu nisem vedel, ali ga ima ona ali ne. Ni velika stvar. Vprašal sem jo, ali ima pri sebi strelno orožje. Naj mi to pove, namesto da bi segla po njem. Segla je po njem. V vsakem primeru sem je prosil, naj da roke na glavo, da ji lahko vzamem orožje in ga odnesem do svojega vozila, da ga zavarujem med preostankom ustavitve. Bila je rahlo prepirljiva, tega ni hotela storiti. Na koncu sva prišla do kompromisa. Dovolila mi je, da ji vzamem orožje in ga izpraznim. Tako je prišlo do manjše konfrontacije. Obakrat sem jo prosil za vozniško dovoljenje. Rekla je, da ga ne bo dala, dokler ne pridete vi. Tako smo trenutno tukaj. Mi lahko prosim izročite vaše vozniško dovoljenje. V redu, sam na hitro, gospa, da veste, moje ime je načelnik Ruster Leidler. Tudi moja kamera snema, tako da je snemanje v teku. V redu? V redu, tudi moja kamera snema. Kot sem vam že prej povedal, preden predam svoje podatke, bom pregledal to dokumentacijo. Mislim, da je to v redu. Prevozno sredstvo ni motorno vozilo. Obljubam, da je to zadnja, ki bom kdaj naredil. Čeprav je vztrajala, da bi te papirje prebrala policistom, je Ginny potrebovala nekaj časa, da je vse uredila, a je na koncu le našla, kar je iskala. Torej, ker me prosite za vozniško dovoljenje, želim, da veste, kot je zapisano, da ima državljan pravico potovati po javnih cestah in prevažati svoje premoženje s konjsko vprego, vozom ali avtomobilom. To ni zgolj privilegij, ki ga je mogoče dovoliti ali prepovedati po volji, ampak splošna pravica, ki jo ima na podlagi svoje pravice do življenja, svobode in iskanja sreče. Na podlagi tega ustavnega jamstva lahko torej vsak pod običajnimi pogoji potuje po svoji volji po javnih cestah ali na javnih mestih. In če se obnaša urejeno in spodobno, pri tem ne posega v pravice drugih in jih ne moti. Zaščiten bo ne le kot oseba, temveč tudi pri svojem varnem gibanju. In lahko vam povem, kje to najdete, če želite. In nam ni treba. Vrhovno sodišče ZDA je to že zavrnilo. Torej, ne, Vrhovno sodišče ZDA tega ni storilo. Da, so. In če imate pravico do potovanja, imate pravico potovati peš ali s konjem. Vendar morate imeti vozniško dovoljenje. Kako to mislite, ne? Imate? Ne, v redu, o tem se lahko kasneje prepirava. Torej, morate pokazati vozniško dovoljenje, sicer boste aretirani, ker nimate pri sebi in ne predložite vozniškega dovoljenja. Za kakšno kaznivo dejanje? Ne imate pri sebi in ne predložite vozniškega dovoljenja. To je prekršek razreda C v zvezni državi Oregon. To ni zločin, to ni prekršek. Torej, moraš to spustiti, moraš pokazati. Zakaj pa? Zakaj moram to spustiti?
Saj ga kažem, saj vidiš. Ali imaš pri sebi dovoljenje za prikrito nošenje pištole? Ne, v redu. Ali imate zavarovanje za vozilo? Ni potrebno. Ne glede na to, ali menite, da je potrebno ali ne, ali imate podatke o zavarovanju? Da ali ne? Ne. V redu. Ali imate podatke o registraciji? Ne glede na to, ali menite, da je to potrebno ali ne. A imate, ne vem, če je tukaj v avtu ali ne? V redu, torej preprosto ne veste. V redu, ni problema, se bom vrnil. Genija je še naprej ni hotela sodelovati in se zaenkrat sklicevala na svojo pravico do molka po 5. amandmaju. Gospa, takole je. Če verjamete, da je to del vaše pravice do potovanja, to ni kraj, kjer bi se o tem prepirali. V redu, zato pa imamo sodišče. Misliš, še ena potrata mojega časa? V redu. Navajaš neki, za kar misliš, da je del ustave. In če je to v skladu z ustavo, zato so sodišča. In zato obstajajo pritožbeni postopki. Če ti ni všeč prvotna sodna odločitev, v redu. In če pozorno prebereš, niso odločili, da imaš pravico potovati brez vozniškega dovoljenja v motornem vozilu. Ja, so, v redu. Lahko ti pokažem, no. To je v redu. Spet, če verjameš, da je temu tako, zato obstaja sodišče. Ni namenjeno temu, da tukaj ob cesti razpravljaš s policistom, ker to samo poslabša stvari in vse skupaj postane še slabše. Takoj se vrnemo. Ni pooblaščen za to. Zakaj? Rekel mi je, da ga bo dal na armaturno ploščo. V redu. No, bom govoril z njim, prav. Boš to vrnil? Ja. Redo? Ja, bom. Sam dal ga bom v to vrečko z vsemi e-poštnimi sporočili. Kdo je ona? To je začasna prekinitev zaradi kršitve. Nikoli nisem imel opravka z njim. Torej ti je preprečila pridobitev vozniškega dovoljenja in ima začasno prepoved vožnje. Da. V redu, vprašal jo bom, ali to ve. To je kaznivo dejanje, če ve, da ima začasno prepoved vožnje? Tudi ona je bila kaznovana in obsojena. Obsojena 29. decembra 2021 zaradi vožnje v času začasne prepovedi vožnje po javnih cestah. Gospa, ali ste vedeli, da vam je v Oregonu začasno odvzeta pravica do vožnje? Sklicujem se na 5. amandma. V redu. Ko so policisti preverili njene podatke v sistemu, so se odločili, da je čas, da jo aretirajo. Hej, Gina, torej stvar je taka. V redu, potrebujem, da izstopite iz vozila, ker ste aretirani zaradi nošenja skritega strelnega orožja. Aretirate me zaradi skritega orožja? Da, gospa. Lahko vprašam, kaj vas je pripeljalo do te odločitve? V redu, nosite skrito strelno orožje in to je kaznivo dejanje v Oregonu. Gospa, se spomnite, vprašal sem vas, ali je to pištola pod vašim suknjičem. Je rekla sem da. V redu. Torej, ker nisem mogel ugotoviti, ali je bila to pištola ali ne, ni bila na odprtem vidnem mestu, kaj ne? V redu, torej bi bila skrita, če ne morem ugotoviti, da je to pištola. Jasno si lahko videl ručaj. Če imaš pulover čez pištolo, je skrita. Odprto nošenje je odprto nošenje. Nič ne ovira strelnega orožja ali tok, v katerem je. Torej, če bi bila na armaturni plošči ali položena na sovoznikovem sedežu. Ali če bi bila na tvoji strani, brez puloverja čez njo, to ni skrito. Ampak če jo imaš pod oblačili, je to skrito. Je ena ve. In poleg tega je tudi kaznivo dejanje, če mi pokažeš vozniško dovoljenje, za katerega veš, da je neveljavno. Vidim, da ste bili obsojeni zaradi vožnje v času začasnega odvzema vozniškega dovoljenja konec decembra 2021, kar je bilo pred le nekaj meseci. Poleg tega vam dovoljenje sploh ni bilo ponovno izdano. Zato obstaja precejšen razlog za domnevo, da ste vedeli, vam je bila vozniška pravica začasno odvzeta in da dovoljenje ni veljavno. Tudi to je kaznivo dejanje v zvezni državi Oregon. Domnevate. Ne. Samo domnevate. Glede na to, kar o tem veste. Domnevate. Ali sem vedel, ali nisem vedel. Prav, nikoli nisem rekel, da sem zagotovo vedel. V redu, nisem v vaši glavi, tega ne morem vedeti, ampak obstajajo precej dobri dokazi, da ste verjetno vedeli. Poleg tega pa, zaradi prikritega nošenja strelnega orožja, da ste aretirani. Zato vas prosimo, da izstopite. Nočemo, da pride do kakršnega koli incidenta ali česa podobnega. Samo prosimo vas, da izstopite in se obrnete proti tisti plošči tam za policijo. Kot sem vam razložil, to ni kraj za prepiranje. S tem samo poslabšate stvari.
Zato pa obstaja sodišče. Ja, iskali ste najbolj malenkostno stvar, zaradi katere bi me lahko aretirali. V redu, da tega nismo storili. Res si oglejte to. Stavim, da imate v tem procesu še veliko drugih stvari. Torej, preden preidemo na to, bi rad vedel, zakaj ste me ustavili. Povedal sem vam, ustavili smo vas zaradi pretečenih gum. V redu, poleg tega je registriranemu lastniku vozila začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Na podlagi fotografije, ki sem jo pogledal pred ustavitvijo, se je zdelo, da ste podobni osebi na njej. Ampak že samo po sebi vas lahko ustavim, če je registriranemu lastniku vozila začasno odvzeto vozniško dovoljenje in opis ustreza. Poleg tega imate tukaj zadaj ohišje luči, ki je zlomljena. Nisem vam povedal, da sem vas zaradi tega ustavil, ker sem vas ustavil predvsem zaradi prometa. Ampak mislim, da bi lahko kazal na stvari. Ampak nočem biti pikolovski z vami. Nočem se prepirati z vami. V redu, to je približno to, kar bomo naredili. Očitno ste zelo dobro seznanjeni s sodišči. Prej, med ustavitvijo, ste omenili Vrhovno sodišče. Torej, veste, da je to kraj, kjer se razpravlja o teh stvareh. Torej, v tem trenutku ste zato pridržani, v redu? Zato vas bomo prosili, da izstopite. Nočemo se prepirati z vami. Nočemo nobene alternative. Kaj boste pravno naredili z mojim avtom? Torej, vaš avto. Bili ste nedavno obsojeni zaradi marihuane s pogojno kaznijo. Torej, nimate zavarovanja za vozilo. Vi nimate pravne pravice, da to poveste. V redu, to lahko ponovno uveljavljate na sodišču. Ampak zdaj govorim s tabo. V redu, to ni kraj za te prepire. V redu, gospa. Zato vas bom prosil, da izstopite iz vozila. In če zavrnete izstop iz vozila. Vendar je Vrhovno sodišče ZDA že odločilo, da je vozilo gospodinjski predmet. V redu. Zato nimate pravice, da ga odvlečete. V redu, to lahko ponovno uveljavljate na sodišču, lahko to uveljavljate, lahko vložite tožbe, lahko počnete, kar želite. Torej, z drugimi besedami, kar pravite, načelnik, je to. Vas ne zanima, da pohodite vse moje ustavne pravice. Kar me zanima je, to je moja služba, prav? Izobražen sem, informiran sem in imam usposabljanje o zakonih in sodnih odločbah. Ampak to ne pomeni, da poznaš vse zakone. In to ne pomeni, da si na tekočem z odločitvami Vrhovnega sodišča ZDA. Precej sem na tekočem in še enkrat, če se motim, bom kasneje priznal napako, prav? Ampak tukaj ni prostor za to. Kasneje mi ne bo pomagalo. V redu, no, morda pa bo. Torej, gospa, kar naprej, prosim, izstopite iz vozila. Ste aretirani. Jemljete nekaj, česar nimate nobene zakonske pravice vzeti. Ponovno. To ni kraj za prepiranje. Nisem še niti rekel, da bom odredil vleko vozila, vendar vas zdaj prosim, da izstopite, da vas lahko varno pridržimo. Potem bomo nadaljevali. Prosim, obrnite se tja. Počakajte, obrnite se tja in dajte roke za hrbet. Au! Bi bili, prosim, bolj nežni. Imam poškodbo desne rame, zato bodite, prosim, nežni. Namestili bomo te tesne trakove. In prosim, ne vlecite mi rok nazaj. Dali bomo vse od sebe. Omejen sem le s tema dvema stvarma. Prav, dve stvari. Bil bi malo boljši, če bi lahko držal malo bolj mirno. 7. Charlotte Court. Prosim, pomadajte mi. Obtičala sem v... Prosite, ker vam ne stojim dovolj pri miru. Malo me je strah. Samo na hit. Gospa, imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko in bo uporabilo proti vam na sodišču. Imate pravico, da je med zaslišanjem prisoten vaš odvetnik. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam ga bodo dodelili brezplačno. Ali razumete te pravice, gospa? Govorim o tem. Lulanje. 216 ima 1312. Ko so ji nadeli lisice, so jo policisti pretipali in ji pomagali poklicati soseda, da pride iskat avto. Od tam so jo odpeljali v zapor. Je v redu, če ti snamem očala, preden te spravim avto? Vraže ne. V redu, ni problema. Samo. Vprašal sem, ne bi bilo nič hudega, ampak od svetlobe dobim tako hude glavobole. V redu. Prosim, da sedite tako. In samo okoli mene do vrat tukaj. Najboljše, da greste čim bliže tistemu kotu, se obrnete proti meni, nato se usedete nazaj in spustite novo dol. Samo potrudite se o svojih najboljših močeh, vzemite si toliko časa, kot potrebujete.
policist, boste morali, v redu. Kako želite, da vam pomagam? Želite, da pritisnem na vaš hrbet, da boste lahko počasi vstopili? Želite, da primem vašo majico s kapuco tako? To bo v redu, v redu. Počasi nagni dol. Zapri oči. Še malo, ja. Nadaljuj. Tako, odlično. Kaj je to? V redu, zdaj bi se ti moral zbistriti v glavi in dal ti bom nekaj časa, da spustiš nogo dol. Ni tako enostavno, kot zgleda. Vem. Težko je. Hočeš, da grem na drugo stran in te povlečem? Lahko potisneš moje noge navzgor? Ja. Na neki točki je moral policist, ki je Jennyjo peljal na pridržanje, ustaviti, saj je ženska zelo dramatično reagirala na utesnjenost na zadnjem sedežu. Imam palico. Bi želeli reševalno vozilo? Ne, samo to moram dobiti. Ste prepričani, da ne želite nobene medicinske pomoči, prav? Ne bo pomagalo. Pozdravljeni. Imela je krč v hrbtu in ni mogla čakati. Torej. Oprosti, pred nekaj tedni me je zagrabilo v hrbtu in od takrat je... Od takrat malo bolar, malo slabar, odvisno kako me prime. Hitro se malo pretegnem. Smo le kakšne 4 minute oddaljeni od zapora, tako da... Kako ste, gospod? Pozdravljeni. Preli, za ramena. Kako naj jih držim? Samo ja! In se bom nagnil na desno, da se pretegnem. Potem pa se bom nagnil na levo. Reda. Zdaj, če lahko tako zdržiš do zapora, bo v redu. Sneli bodo odstranili in lahko boš iztegnil roke, kolikor boš hotel. Boš bo. Hočeš poskusiti? Si pripravljen? V redu, naredimo to. Enako kot prej. Potrebujete, da držim vašo jakno? Ja, ulezi se nazaj. Dovolj mi. Še malo. V redu. Ne, živja. V redu, držim te. Mal te bom potisnil nazaj. Mislim, da sem prej že malo vadil. Prosim. V redu, skoraj smo tam. Počakaj. Oprosti, moraš plačati za moj udarec. No, pa dejmo. Pojdimo tja, da te lahko spravimo ven. Prav? Zelo potrpežljivi policist je areteral Jennyjo zaradi nezakonite posesti strelnega orožja. Rezultati njene sodne obravnave niso bili na voljo. V našem zadnjem prispevku danes smo spet na Floridi, tokrat v Gulf Breezu. Je sredi noči, okoli 2. ure zjutraj. In od trenutka, ko je Hayley Smith spustila okno policistu, je bila sovražna. Gospodična, policist Banks, policijska uprava Scott, ustavljam vas. Vozili ste 54 na območju, kjer je omejitev 35. Imate kakšen razlog za tako hitrostno? Kje je omejitev 35? Preden ste zapustili most in takoj, ko ste prišli z mosta, tu povsod je omejitev 35. Mislila sem, da sem vozila 40. Ne, imate vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in dokazilo o zavarovanju. Za vožnjo avtomobila ni treba imeti vozniškega dovoljenja. Ja, morate ga imeti, jaz ga imam. Nice. 741 z mano. Zemljevidi o vozilu. Stopite iz vozila. Sem. Da, trenutno ste pridržani. Stopite iz vozila, mlada dama. Poznam svoje pravice. Ali boste stopili iz vozila, ali pa vas bom odstranil iz vozila. Poznam svoje pravice.
15 sedereni državljan. Si slišal, kaj sem rekla? Takoj moraš poklicati nadrejenega sem. Ne, takoj moraš izstopiti iz vozila. Gospodična, izstopite iz vozila. Izstopite iz vozila. Zadnjič vas bom vprašal. Bom vprašal, potem pa vas bom prisilil, da izstopite iz vozila. Takoj mi boste sem poklicali nadrejenega. Ne, takoj boste izstopili iz vozila. Takoj mi boste sem poklicali nadrejenega. Vredi. Poznam svoje pravice. Katera pravica pa je to? Ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja, da vozim avto? Ne, to ni komercialno vozilo. Vredi. Poznam svoje pravice. V redu, zelo dobro. Pri tem želite ostati. Pokličite nadrejenega. Vredi. V redu, takoj zdaj. Ali kaj? Poznam svoje pravice. Če ne pokličem nadrejenega, kaj potem? Potem verjetno ne bomo nikamor prišli. Torej, samo drži to zame in pojdi in mi sporoči kanal. Moraš pripeljati nadrejenega sem, ki ti lahko razloži, kaj pravi zakon. V redu, on mi lahko razloži, kaj pravi zakon. Kaj, torej, imaš osebno izkaznico ali imaš vozniško dovoljenje? Ne, nimam vozniškega dovoljenja pri sebi. V redu. A ga imaš izdanga? Po Mississippi. Zakaj bi potem potreboval vozniško dovoljenje za vožnjo po cesti, če dovoljenja ne potrebuješ? To je bilo pred leti. Torej, katero leto je zdaj? Katero leto je bila osebna izkaznica izdana? Ne morem, poklicala bom nadrejenega. Upaš, da je? Res upam, da, res upam. V redu. Kako vam je ime in kakšna je številka vaše značke? Svoje ime sem vam že povedal. Sem policist, Banks. Nisem. In kakšna je vaša številka značke? Simplicist Banks. Ali ne izpolnjujete? Ali mi nočete dati svojega vozniškega dovoljenja? Ni mi treba dati vozniškega dovoljenja, da vozim avto. To ni komercialno vozilo. Ne vozim, potujem. V redu. Vse zakone imam tukaj zadaj. V redu. Torej, mi ne boste dali vozniškega dovoljenja? Ne bom vam dala vozniškega dovoljenja. Ni mi treba dati vozniškega dovoljenja. V redu. Potujem. Ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja, da vozim vozilo. V redu. In katera zvezna država je to? V katerikoli zvezni državi. To je običajno pravo, naravno pravo. V redu. Ustavno. Pravo. V redu. Poklicati morate nadrejenega sem. Res je. Da. V redu. Smith je zahteval nadrejenega in tak malo pride. Njeno vozilo je bilo ustavljeno zaradi prehitre vožnje. 54 na uro v območju 35, ko je zapuščala most. Vprašala me je, kje je omejitev hitrosti in rekla, da je to bilo preden je zapustila most. Pravzaprav je naredila uobrat. Bili smo v območju z omejitvijo 35. Tukaj so se ustavila, predstavil sem se, rekel sem, ali obstaja kakšen razlog, zakaj vozite tako hitro. In vprašal sem, če ima vozniško dovoljenje. Tako je rekla, da ne potrebuje dovoljenja za vožnjo vozila. V redu. In rekli so, potujem. V redu. Torej, za vožnjo vozila res potrebuješ vozniško dovoljenje. In res se moraš identificirati tem policistom. Ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja za vožnjo vozila. Da, moraš. Ne, ni mi treba. Bodi se. Ampak v redu. Poznam precedenčno pravo, narodno pravo. Ne zanima me precedenčno pravo. Ste v zvezni državi Florida, vem, da vas ne zanima. Ste v zvezni državi Florida. Ste v zvezni državi Florida. Pomembno je, v katerem delu Floride ste. To je pomembno. Sem v ZDA. To je pomembno. Torej, bolje je, da upate, da se bodo podatki, ki ste nam jih dali, izkazali za vaše. Tako da vas zdaj prosim, da ugasnete vozilo in izstopite iz avtomobila. Ne bom izstopila iz vozila. Izstopili boste iz avtomobila. Nisem osumljena kaznivega dejanja. Zakonito ste bili ustavljeni med prometnim nadzorom. Niste sodelovali. To ni preiskovalna ustavitev. Kaj? Verjemite mi, poznam razmiko. Prehitro vozite. Prehitro vozite. Ugasnite vozilo in izstopite iz avta. Zdaj iz avta. Odpnite varnostni pas. Ugasnite vozilo. Takoj ga ugasnite. Policij Šefer, odpni pas. Odložim vse to. Stopi ven, obrni se, glej stran od mene. Obrni se stran od mene. Luči. Ni mi treba vozniškega dovoljenja, da vozim vozilo. Da, ga potrebuješ. Ne, ga ne potrebujem. No, Potem lahko to poveš sodniku, če boš pristal v zaporu. ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja, da vozim vozilo. Vse zakone imam tukaj. Ni me briga, katere zakone praviš, da imaš. Vem, da te ne briga, ker naj bi bila policistka, ki skrbi za red in mir. Potem bi moral vedeti, da je ta pogovor končan. Ker te zakoni ne zanimajo. Ne zanimate za naše pravice. Živim čisto blizu, na isti ulici. Kje imaš osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje? Mississippi. Mislil sem, da je nimaš. Pravkar si rekel, da je ne potrebuješ. To je smešno. Ni smešno, danes večer se ne bomo igrali nobenih teh iger s tabo. To ni igra, to so moje pravice kot državljanka. To ni tvoja pravica. To ni tvoja pravica. Ja. Že. Ne.
Ste v zvezni državi Florida. Zvezna država Florida zahteva, da imate vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila. Gospod, ni pomembno, v kateri zvezni državi sem. Vidite, to je vaš problem, ker pravite, da ni pomembno, ampak je. Moram upoštevati zakon. V tej državi je pomembno. Ne zanima me, katere zakone pravite, da imate. Morali bi vas zanimati zakoni in pravice državljanov. Mi poznamo vaše pravice. Mi poznamo vaše pravice. Ne jih ne poznate. Ne poznate svojih pravic. Ne jih ne poznate. Ne. Ne, ne poznate. Da, ker če bi poznali svoje pravice, bi vedeli ali pa bi morali vedeti, da morate imeti vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila. In če ugotovim, da vi Če ugotovim, da nam ne dajete pravih podatkov za vašo identifikacijo. Prave podatke. Zakaj bi to naredila? Poskušam uveljavljati svoje pravice kot zakonita državljanka. Zakaj bi vi to naredili? No, to bi naredili zato, ker nimate veljavnega vozniškega dovoljenja. Nimam veljavnega vozniškega dovoljenja. Ni mi treba imeti veljavnega vozniškega dovoljenja. Moraš ga imeti. Ne, ni mi treba. Prav. Ne, nimam. Potem bomo to prepustili sodniku, da odloči. Ne morete me aretirati. Nisem naredila nič narobe. Lahko vas aretiramo. Veste, da ne morete. Če nimate veljavnega vozniškega dovoljenja, vas seveda lahko. Lahko, prosim, pokličem svojo mamo. Ne morete. Zakaj? Ker vam ni treba klicati mame. Ste odrasli. Da. Zakaj potem morate poklicati svojo mamo? da pride pome v zapor, ker sem nezakonito pridržana. Poklicali jo boste lahko, ko pridete tja. A lahko vsaj zaklenam svoj avto? Poskrbeli bomo, da bo varen. Kaj boste naredili z mojim avtom? Verjetno ga bomo prodali. Zakaj? Ker voziš brez vozniškega dovoljenja. Ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja za vožnjo. To je komercialna vožnja. To ni komercialno. Joj, right. Upravljamo delo. Ali se strinjaš ali ne, ni pomembno. To je nova točka. Od začetka. Ne poznaš svojih, ne poznaš zakonov in pravic. Zakon je kanonski. Zakon mi jih poznamo. Mi jih poznamo. Narednica Turner. In v tej državi, katerim zakonom sledimo? Kanonsko pravo. Vi sledite kanonskemu pravu. Mi sledimo naravnemu pravu. Kdo smo mi? Kdo smo mi? Kdo smo mi? Povej mi, kdo smo mi? Policisti. Ne, policisti. Mi. Mi smo policisti. Nismo mirovni uradniki. Mi smo policisti. Ja, zdaj to vem. Torej, moraš prenehati z razpravo in samo tiho sedeti tam. Narednica Turner, prosim, samo pustite me, da grem domov. Ne. Zakaj? Ker nimate veljavnega vozniškega dovoljenja in ste ves čas povzročali težave mojim policistom med celotnim postopkom. Ne bom vam rekla, da imam pravice. Ne poznate svojih pravic. Nisem kričal nate. Nisem kričala na te. Niste sodelovali. Nisem sodelovala. Pri čem? Sploh ne. Samo sprejmi to. Ne. Bodi iskren. Narednica, prosim. Nimaš dovoljenja. V redu, nikoli več ne bom vozila. Da, boš, ker verjameš, da ti ni treba imeti dovoljenja. Jutri bom šla po vozniško dovoljenje. Počakaj malo. Zdaj mi praviš, da boš šla po vozniško dovoljenje. Ker mi praviš, da nimam izbire. Ampak ti verjameš, da tudi ti nimaš izbire. Tako je, nimaš izbire. Policija je izvedela, da se Smith že ni pojavil na sodišču zaradi zelo podobnih okoliščin. Ni se pojavil na sodišču zaradi, kaj že bilo, poteklega vozniškega dovoljenja. Torej je tvoje vozniško dovoljenje iz Mississippija poteklo. In tudi registracija je potekla. V redu. In tudi registracija. Torej, imel si sodni narok, ki si ga zamudil. Se spomniš tega? Ne, se ne spomnim. Se ne spomniš, ali se nočeš spomniti? Ne, gospod, ne bi vam lagala, ne lažem. Tega se ne spomnim. V redu, imate nalog iz okrožja Santa Rosa. Torej, ne glede na vse, okrožje Santa Rosa. Ste v okrožju Santa Rosa. A ne veš, kje živiš? Pravkar sem se preselila sem. Moja mama živi na High Pointu. Kdaj si se preselila sem? Pred približno 2 mesecema iz Pascagoula v Mississippiju. V redu. Ne veste, v katerem okrožju zdaj živite po 2 mesecih. Ne vem, tega ne omenjam pogosto. V katerem okrožju živim? V redu. No, nocoj greš v zapor. No, hvala, narednica Turner. Ni zakaj. Smithova je vztrajala pri svojem in večkrat trdila, da policist preprosto ne razume zakona. Šerifovi namestniki pa so bili zaskrbljeni, da ima morda pri sebi tudi pravo pištolo. Doletela vas je karma. Ne skrbi me za moj avto. Vem. Vem. Poglej enega od teh.
Ne, veš, zakaj sem v resnici zaskrbljen? Ljudje, kot si ti, ki mislijo, da zakoni ne veljajo. Ne, ni nobene kvote. To so ljudje, kot si ti, ki verjamejo, da zanje zakoni ne veljajo. In to preprosto ne drži. Ne veljajo. Potem uživaj v tem, da boš vse življenje pristajal v zaporu in spet prihajal ven, ker točno to se bo zgodilo. Ne, pravzaprav se to ne bo zgodilo. Če boš še naprej tako ravnal in to počel, Se bo, jaz se sploh ne obnašam tako. Potem predlagam, da se preseliš nazaj v Mississippi. Jaz se ne bom preselila nazaj v Mississippi. potem, če boš še naprej živel tukaj in vozil avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja, se bo to zgodilo. Za vožnjo vozila ne potrebuješ vozniškega dovoljenja. S tem sem že šla skozi cestne blokade z državnimi policisti. Potem pa niso ravno dobri državni policisti. Ja, so, ker poznajo svoje pravice, ne? Oni Ne, če te s temi neumnostmi pustijo voditi, potem niso. to ni nesmisel. To je nesmisel. Si kaj raziskovala o tem? Jaz več, kot si boš kdajkoli predstavljal. Nisi prva, ni nesmisel. Nisi prva oseba, na katero sem naletel, ki tako razmišlja. Ja, vem, smo problema, ne? In tisti, Tisti drugi ljudje so tudi šli v zapor. dobro, veš. Ni dobro. To ne spremeni dejstva, da mi ni treba imeti vozniškega dovoljenja, da vozim. Ni mi treba. Nisem poklicna voznica, ne vozim ljudi naokoli. Jaz potujem. To se šteje kot del mojega doma. In ni mi treba imeti vozniškega dovoljenja, da vozim vozilo. Predvidevam, da tudi registracije ni treba imeti. Kje je pištola v avtu? Pištola? V avtu ni nobene pištole. Zdi se, da je tukaj strelivo. Pištola je v zastavljalnici. Kdaj si jo zastavil? Pred približno 2 mesecema. Zakaj potem še vedno nosiš okoli samo strelivo? Nisem vedela, da je strelivo tam noter. Naslednja stvar, ki so jo policisti našli v Smithovem avtu, jo spravi v še večje težave. V vozilu so droge, zdaj ste aretirani zaradi posedovanja prepovedanih mamil. Nisem vam dala dovoljenja, da preiščete moje vozila. Vaše vozilo bo odpeljano. Delamo popis, ne preiskujemo ga. Ja, ga. Preiskujete moje vozilo. Pravite, da vam naši zakoni niso pomembni. Torej, zakaj potem to sploh pomembno? Očitno trenutno nimam nobenih zakonov. Ne, zakonov je veliko, a ti jih samo kršiš. Ni mi treba upoštevati zakonov, ki niso veljavni. To so veljavni zakoni. To niso veljavni zakoni. Združene države Amerike in Zvezna država Florida očitno menita, da so. Združene države Amerike imajo ustavo, ki velja tudi za nas. Prav. Zakoni, mandati, kodeksi. Nič od tega ni pomembno. Torej, po naši ustavi imajo vlade zveznih držav še vedno pravico do samouprave, kaj ne? Tako je. In šerif ima vso moč. Tako je. Tako je. Šerif. On je glavni predstavnik zakona. Policist ni del NATO, ni del sveta za zunanje odnose. Jaz nisem. Tudi jaz nisem del NATO. No, ti prejemaš ukaze od zgoraj. Ne. Ja, jih. Veš, od koga prejemam ukaze? Od svojega načelnika policije. Točno tako. In on prejema ukaze od zgoraj. Kdo je na vrhu? Hočete, da vam navedem eno samo ime? Mislim, to bi bilo nemogoče. No, ne vem, kdo je na vrhu. Vem, ker nisi naredila raziskave. Verjetno sem samo neveden policist. Ne, to si rekla ti, jaz tega nisem rekla. To namiguješ. Ne, jaz ne namigujem. Potem nehaj namigovati, da sprejemam ukaze samo od zgoraj. Pošteno. Ukaze sprejemaš od zgoraj, tako to deluje. Žal ne. Ne deluje tako, kar izmišljujete si svoja pravila. Ja, vem, da to počnete, prav zdaj. Ne, vi si jih izmišljate sami. Jaz ne. Poznam ustavo, naučila sem se je. Tudi jaz poznam ustavo. Vem tudi, da imajo zvezne države pravico, da se same upravljajo. To se ima meni. In prepričan sem, da ste vi strokovnjak. Ja. Jaz imam pravice, ker živim v Ameriki. Pravilno, ampak ti se odločaš, katerim zakonom boš sledil. In jaz ne sprejemam ukazov od nikogar. Nihče ti ne daje ukaze. Očitno jih zdaj daješ ti. Ne. Zdaj greš v zapor. Ja, ker si kršil zakon Floride. Zakon. Kršila sem zakon, ki si ga je nekdo izmislil, ki sploh ni zakonit. Ustava je bila izmišljena. Ja. Ljudje.
Ja, hvala Bogu. Tisti ljudje so že takrat sprejemali zakone. Naša ustava je bila spremenjena leta 1776 in leta 1871 Mislim, da ni bila spremenjena leta 1776. Bila je napisana leta 1776. Tako, to je to. in bila je spremenjena leta 1871. Bom moral verjeti na besedo glede tega. Ker nisi naredil raziskave. Ker mi ni treba, samo igraš žrtev. Ne igram žrtve. Točno, to počneš. Nisem žrtev, nikoli ne bom žrtev. Sovražim takšno miselnost. Potem zakaj iščeš vse te izgovore, zakaj ne potrebuješ vozniškega dovoljenja? To ni izgovor. Zakone imam v tistem avtu. Zato jih imam vedno s seboj v avtu. Zakaj? Da izobražujem? Imam izvod ustave, da izobražujem ljudi, kot sem jaz. Mislim, da te ne zanima, da bi se karkoli naučila. Mislim, da ne misliš. Mislim, da ne veš ničesar o meni, da bi lahko sploh dala tak komentar. Smith je bil aretiran in obtožen posedovanja kokaina, posedovanja pripomočkov za droge, vožnje pod vplivom ter vožnje brez vozniškega dovoljenja. Sodišče je spoznalo za krivo zaradi posedovanja pripomočkov za droge in vožnje pod vplivom. To pomeni, da bi lahko obtožbe izbrisali iz evidence, če bi uspešno opravila enoletno preizkusno dobo in izpolnila vse zahteve izrečenih kazni. Vendar sodni zapisi kažejo, da je leta 2023 kršila pogoje preizkusne dobe, ko jo je policist poskušal ustaviti zaradi okvarjenega žarometa, ona pa se ni ustavila, dokler ni prispela na svoje dvorišče. Še vedno ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo oddaje Law and Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Videomontažo je opravil Andrew Zuckerman. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.